Evo, še enkrat bomo rekli dober večer vsem prisotnim in vsem, ki boste kasneje z nama na posnetku. In seveda dobrodošla, Suzana. Zelo sem vesela, resnično, Pozdravljena, da se Mojca, vidimo in da imamo pozdravljena, takšno pozdravljene temo, ženske. ki je meni resnično vedno bolj kljuka na dušo in v srce, je naša maternica. In samo malo, da še spustim noter dame. In naša maternica v bistvu imamo resnično, bom jaz rekla resnično, mačehovski odnos do nje, ampak ne namerno, ampak ker nismo naučeni in ker nismo peljane bile kot punčke, kot dekleta na tisto pravo pot zavedanja v bistvu. In moje vprašanje na samem začetku, Suzana, je, da na kratko poveš, v bistvu lahko se predstaviš dekletom, ki te ne poznajo, mogoče, pol pa kaj je kdaj in kaj je tebe pripeljalo na to tvojo globoko transformativno pot za delo z maternico, z ženskimi iniciacijami, z menstruacijo, z v bistvu, bomo rekli, z našim portalom, a ne? Če začnemo potem z tem vprašanjem in s to predstavitvijo. Ole. Torej, Mojca, evo še enkrat pozdravljena in hvala za to vabilo na to tkanje, ki se zdaj dogaja čez to poletje. Hvala, da si se ti odzvala klicu, da si zaslišala, a ne, da tole kliče, da se mora zgoditi. Prav klicala. In pozdravljene ženske, vi, ki ste tu, žal vas ne vidim. In pozdravljene tudi vi, ki boste potem na posnetku poslušali. Jaz mislim, da bi bilo dobro, preden zapeljem v to tkanje, če bi se majčkeno središčile, pa bi jaz kar eno tako mini meditacijo naredila, da se povežemo s seboj, pa potem gremo v tkanje. Ker maternica je ravno to, gremo malo nižine, sem stle gor, a ne modrovat, pa pametovat. Tako da, kjerkoli si, se najbolj udobno namesti. Še moja kamera se je hotela namestiti malo bolj udobno. Ja. Da začutimo naša stopala na tleh, da začutimo naše ritnice, kako sedijo na stolu. Da začutimo, da prihajamo na zmenek s seboj in na zmenek z maternico in s tem, kar želi danes priti v ta portal pogovora. Vdih, izdih. Ja, kar dovolimo si res začutiti ta vdih, izdih. Da začutimo, kako se naša stopala pogrezajo v zemljo. Da začutimo, kako se naše ritnice pogrezajo na stol. Da lahko izdihnemo današnji dan, današnji teden. Ja, si kar dovolimo tudi res dati z glasom izdih. In ob naslednjem vdihu položimo eno roko na svoje srce, drugo roko na maternico. In si rečemo, ljuba, dobrodošla na zmenek s seboj. Dobrodošla na zmenek s seboj.
da zaslišiš, kaj od tega, kar bova z Mojco delili, je namenjeno prav tebi. Da te podpre v tem obdobju tvojega življenja. Ja, kar izreci si ljuba, dobrodošla na zmenek s seboj. Da prisluhneš temu, kar bo tebe nagovorilo na tem pogovoru. In začutiš to ljubo srce, kako navija zate v ljubezni. Navija, točno ve, kdo si ti, s kakšnim namenom si tu, kdo si prišla biti, kaj si prišla izraziti. In ve, v katero žensko v tem obdobju svojega življenja rasteš. Ja. Vdih, izdih. In sedaj iz srca prenesemo pozornost na maternico. In začutimo, kako je koža danes. A je napeto, a je sproščeno, a je toplo, a je hladno. Samo da začutiš s temi rokami ljubezni svojo maternico. Ja, točno tako, ta izdih. In enako kot prej si rečemo, ljuba, dobrodošla na ta pogovor, na zmenek s seboj in s tem, kako bo tebe nagovoril ta pogovor, ki ga bova tkali z Mojco. In potem vzameš svoje roke, objameš to ljubo žensko sebe, ja, tako, ja, objameš. Pritrdiš njenemu pogumu, ljuba moja, tukaj sem zate, ljuba moja, tukaj sem zate, tukaj sem zate. Želim te slišati, želim te videti, želim ti biti priča. In potem preden se iz tega stika s seboj in obrnjenosti navznoter odpremo temu pogovoru, 360 stopinj, da vidiš, kje si. Ta prostor mene podpira, ko rastem. Ta prostor mene podpira, ko rastem. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Začutiš še svoja stopala enkrat na tleh, svojo maternico in to življenje, ki žubori v njej. Tvoje srce, ki ve, kdo si, s kakšnim namenom si tu, kaj si prišla biti in kreirati. In v naslednjem vdihu vstopiš v ta prostor, ki ga bova tkali z Mojco. Ja. Čudovito je bilo. Hvala. Ja, toliko, da majčkeno, se poravnamo, ker prihajamo iz različnih obveznosti in tedna in tega, kaj se je danes z nami dogajalo, kako smo.
da pridemo res v ta prostor. Jaz si predstavljam, da čeprav je to en tak spletni krog, spletni pogovor, da bi lahko sedeli tudi v nekem rogu in se tole pogovarjale, in ne bi začeli najprej malo klepetati, ampak bi se osrediščile, pa da res ta čas izkoristimo, ki ga imamo skupaj, da bo najboljš za vse. A ponoviš zdaj še enkrat vprašanje? Ja, zdaj pa dajmo še enkrat ponoviti. Vprašanje je bilo v bistvu, da se na kratko predstaviš morda puncam, ki te še ne poznajo, verjetno te večina tak in tak pozna. Aha, Zuzana nam je nekam pobegnila, bo prišla nazaj, pa bomo ponovile. Je pa lahko aha, si že nazaj. Ja sem. A te je retrogradec odnesel? Ja, seveda, halo. Retrograden Merkur vedno preverja, koliko smo razsvetljeni. Oziroma ne. Pa počasen internet tudi. Ja. V glavnem, na kratko, koliko želiš povedati od sebe, o sebi, v bistvu pa največ tisto, kar pa me zanima, pa je v bistvu tvoje prvo srečanje in odkritje tega neverjetnega prostora, portala, jaz pravim, templja našega. Kdaj si ugotovila, da maternica v bistvu ni samo organ, s katerim rojevamo in skozi katerega imamo vsak mesec menstruacijo, ampak da je mnogo, mnogo več? In kakšna je bila potem tvoja pot dalje v bistvu ta nek origin story, ne? To, ta povezava. Tvoji prvi občutki mogoče, ko si to začutila, tvoje, a veš, te wow trenutki in potem te čudovito tvoje delenje dalje, ki ga imaš, ja. V bistvu tako, začelo se je s tem, da sem se izobraževala pri Jakob Darling Kahnu več let, in sicer to je šola School of Movement Medicine, pa še pri drugih učiteljih. In je prišel trenutek, ko sem začutila, si zaželela, da bi delala z žensko učiteljico, da bi delala z žensko, da me to zdaj kliče. In splet okoliščin je nanesel, da sem spoznala Carolyn Hillier, to je v bistvu iz Dartmoorja, iz Anglije. In sem šla na Wild Song Camp, to je nekajdnevni camp, kjer smo pele pesmi, praznovanja ženskosti, praznovanja divjosti, pesmi žalovanja, pesmi prednic, pesmi sovražetk, pesmi ženskih zgodb, tega, kdor žensk je. In na tem srečanju sem spoznala različne ženske in ženske v različnih obdobjih. Od tega, da je bila najmlajša stara 3 mesece, do najstarejše, ki je bila takrat stara 75 let. In veliko tega, kar je bilo takrat izrečeno, sem prvič zaslišala. Na način, recimo Carolyn, ko smo začeli ta obred, to potovanje, je vzela tako ogromen boben, udarila nanj in zvela Blessed be the blood on our skirts, blessed be the blood. In je udarila na boben in pela. In 120 žensk v tem šotoru, ko smo pele to pesem. In takrat sem prvič v bistvu sploh pomislila na svojo kri kot na sveto, na žensko kot na nekaj svetega. Do takrat se v bistvu ne s krvjo, ne z maternico nisem kaj pretirano ukvarjala. Ampak, ker je bila ta molitev, ta želja, da bi delala z žensko mentorico že prisotna, seveda,
sinhronicitete potem na delu, so bile te stvari, ki so se zgodile tukaj na krogu, dovolj močan poriv, da sem začela raziskovati, kdo je naslednja ženska, s katero želim delati. Kdo je naslednja mentorica, ki me kliče, da bom bolj raziskala tematike ženskosti, tematike ženske moči, tematike ženskega šamanizma. Po spletu okoliščin sem naletela potem na staroselko iz Kanade, šamaneso Jasmin Starchild. Ona je imela takrat tak poziv, klic, da bi želela zbrati 5000 žensk, ki bi bile pripravljene darovati svojo menstrualno kri zemlji. Okay. In sicer je izhajala iz te Hopi prerokbe, da ko bodo ženske začele darovati svojo kri zemlji, to svojo kri življenja, s katero lahko ustvarimo življenje, ko jo bomo začele darovati zemlji, bodo moški nehali žrtvovati svojo kri življenja. Kar v bistvu potegne za seboj to, da ti sediš s svojo krvjo, potrebuješ popolnoma spremeniti odnos do svoje ženskosti, do tega, kdor me kot ženske smo. In jaz takoj sem začutila klic, in sem potem januarja 2012 nesla svojo prvo kupico. Takrat sem tudi zamenjala iz vseh možnih različnih oblik vložkov in tamponov in kupic in ne vem, kaj vse sem uporabljala do takrat. Sem si nabavila pralne vložke, s katerim sem potem to kri dala v tegelc in začela svoje romanje k maternici, k sebi, k svoji ženski moči, k svojemu glasu, k temu, kdor jaz sem. Ja, to je bil v bistvu začetek, a ne. In teh prvih 13 darovanj me je povezalo, ker ni to samo ta čas, zdaj jaz krvavim, kri teče, zavestno spuščam, potem to dam v bovlico, odnesem v gozd ali pa nekam v naravo, ampak dejansko sem postala potem pozorna, to, kar sem molila, ker molitve so bile predpisane, a ne, je ta zdravilno kolo, kjer greš v bistvu čez vse te portale tega in postaje tega od spočetja, kako sem bila spočeta, do potem neke smrti in onkraj, a ne, pa še globoka povezanost z zemljo in zaščita in čiščenje energij, ki so iz mojega polja, iz polja prednic, prednikov, da res, a ne, se poravna tale zvezda. In življenje se mi je spremenilo popolnoma s tem ritualom, ne. Tako že nekaj mesecev kasneje sem spustila stanovanje, spustila službo, odšla v Avstralijo, zaprla vse tukaj, kar sem počela. Predvsem pa res sem čutila, da zasledujem zdaj, kdor jaz sem, kdo bi morala biti. To bo mogoče toliko za uvod, ker tukaj bi lahko res iz tle naprej bi že lahko pletla monolog ves ta čas, ki ga imava na voljo, a ne. Zelo lepo. In veš, da sem tudi jaz to slišala, kar si rekla, prav to, zdaj drugič slišim, enkrat ne vem, kje sem že slišala, da če bi darovali ženske kri zemlji nazaj, da bi prenehale vojne. To se pravi, točno to, kar si ti rekla, da bi nehali moški dajati svoj kri. Ja, da bi prenehale vojne, da bi nehali žrtvovati svojo kri življenja, a ne. Tako, čudovito. Ja, to se pravi, Ja, to naj bi bila Hopi prerokba. Čudovito. Ja, naslednjo je bilo v bistvu moje vprašanje, kako tvoje gledanje na maternico, tvoj pogled, kaj tebi predstavlja maternica. Saj dosti si že povedala zdaj skozi to tvojo povezavo in povezavo, kam te je peljala
sploh ta povezava, mislim, tale connection in kako si zamenjala celo svoje življenje v bistvu, ampak nasložno zdaj maternica, na primer, pa ne fizična, ne mislim zdaj, ker tudi te ženske, ki pač več nimajo maternice, ki jim je bila fizično vzeta, še vedno je energetsko polje tam, a ne. Kaj ti čutiš oziroma kaj si ti misliš o temu prostoru? Portal življenja. Portal življenja. Vsega, kar je brez maternice, pa ne mislim samo fizično, ampak ko smo ukoreninjene v maternici, smo ukoreninjene vase. En pregovor obstaja, ki pravi, da bi ženska lahko zaupala glasu svoje maternice, potrebuje čutiti vrednost tega, da je ženska. Ne? In jaz tako vidim, ko začnemo gledati v maternico, se bomo srečale z vsem, kar za nas je maternica. Portal kreativnosti, rojevanja projektov, otrok, novega načina življenja. Portal povezave s prednicami, predniki, s tem, kar je pred nami. Portal povezave z izvorom, od kod prihajamo. Portal vedenja. Portal ne me jebat. Ja, ker dokler smo tle, pa tle, misli pridejo in smo lahko še ne vem kako pametne, ampak naslednja misel pride, ker nam bo pa takoj spodnesla tla. Srček, ko smo v srcu, ko imamo ta odnos, da skozi srce delujemo, srce se hoče razdati in ljubiti. Maternica je pa ne me jebat. Maternica navija za žensko, navija, 100% navija za njo. In nam ne bo pustila, ne da se razdajamo, ne da se zgubljamo, ampak nas bo središčila na resnico tega, kdor me zares smo. Kdo smo prišle biti, kaj smo prišle ustvarjati, kaj smo prišle kreirati. Ja, trenutno najbolj slišim maternico kot ne me jebat. The best. Pardon, če imate mlade otroke, prosim, dajte si slušalke gor, ker zagotovo bo še kakšna stočnica prišla. Ampak ja, to je the best. To so one skrajna postavitev meja, ne, prevod, ampak ja. Ja, skrajna postavitev meja. Čudovito. In točno to. Ja, ampak je tudi ta Mojca, ne samo tako, a ne ta agresivni ne, ampak je tako, jaz vem, kdo sem. Ne? Ta prvinski vem, kdo sem. Točno se. Da vidim kaj. Ja, to so prave besede, ja. Res je, to so prave besede. Tako da vse ste vabljene v chat, da tudi date kakšne komentarje, kaj več čutite z maternico ali kot ženske. Dostikrat večinakrat je bilo to, da sem slišala, že od majhnega, pa mlajših let se spomnim, zakaj sem se rodila kot punčka, zakaj sem punca, zakaj imam menstruacijo, zakaj pa fantje nimajo, ne. Zaradi tega, ker sploh nismo bile popeljane v to mogočnost, v zakaj smo ženske, zakaj smo se mi odločile biti ženske in zdaj to
ta hip je odločilen res čas, da se zavemo, da smo ženske, kdo smo, zakaj smo tu, zakaj smo to izbrali. In zato so takšni pogovori, se mi zdi, resnično pomembni in potrebni zdaj. Vedno več in tudi, tako si rekla, tudi krogi v živo, a ne. Tudi krogi z mladimi dekleti, da se jih popelje, z punčkami, ki prihajajo v to obdobje, da se v bistvu sliši in začuti, ja, in kdo smo in zakaj smo, ne. To je res, to je. In ravno iz tega bi zdaj stopila v bistvu v debato. Če gremo nazaj, recimo, pogledati menstruacijo, maternico kot v dve eri. V takrat, ker so ženske z njo delale, ki so bile podprte za moško energijo, ker so bile čaščene od moških, po rokah nosene v bistvu, ker so prerokovale skozi svojo kri, ker so vzdrževale vasi in napovedovale vse skozi menstruacijo in maternico, pa do dan danes v bistvu, dobro, pa je bil vmes obdobje, ki smo bile kurjene, seveda, zaradi vsega tega, ne, zaradi vseh teh znanj. In potem danes, ko jaz pravim, da smo na en taki soft, nežen način kurjene, zaradi tega, ker smo skozi tablete, skozi hormone, skozi odvzem maternice, da jih ne rabimo, skozi tega, da menstruacije ne rabimo, na nežen način, ampak na zelo močen, ponovno skurjene. To se pravi, odvzeta nam je ponovno na modern način naša moč. Kako ti gledaš na to, ker ženske, mislim, jaz vsaj zvem, kako imaš informacije, so ogromno žensk, sem že slišala, da so spraševali, če je res tako, da je dobro, da daš maternico ven preventivno, pa če takrat, ko več nimaš otrok, je res boljše, da so slišali, da je boljše, da daš maternico stran, ker v bistvu tako več ne rabiš, da je boljše, če menstruacije nimaš, ker potem ne vem zakaj vse, a veš, pač ne boli, lahko greš na dopuste, mislim, to se je začelo zdaj tako širiti množično, da je mene prav strah, bom rekla, čeprav strah ne bi rada uporabljala besede, ker pač ne smemo pustiti strahu svojo moč, ampak resnično se je to tako zakoreninilo, da je postalo povsem samo po sebi umevno, da maternica več ni tista moč, zaradi katere je bila ženska wow, čaščena in tudi ne samo maternica, tudi arhetipi žensk, na primer. Če se dotaknem tega, da včasih, ko si prišel v arhetip modre ženske v menopavzo, si bil čaščen, še dan danes si v teh ljudstvih, plemenih, bomo rekli, čaščena ženska v modrih letih. Dan danes na vsakem koraku slišiš že, da si pred menopavzo skoraj da bolezen, a ne? Da je menopavza rabi že ne vem koliko hormonov, da pazi se tega, pazi se onega, to se pravi, da se ne pogovarjamo o teh, ker večkrat ponavljam, kako je važno biti večno mlad in ne se postarati in biti mlad v telesu. In to je v bistvu velika, velika pot ven iz naše moči, to se pravi, načrtno, ne. Recimo, če se zdaj dotaknemo tistih, kako ti gledaš na tisto dobo, ko so ženske resnično, ko smo tudi vse takrat živele, ne, verjetno, sigurno, ko smo bile v tisti naši resnični moči, ko smo znale, ko so bili rdeči šotori, ko so bile v gozdu hišice, kamor so se umikale, ko se je delovalo skozi ta naravna znanja, cikličnost in vse do danes, na primer, kako bi to komentirala? Več zornih kotov tega je, a ne, več zornih kotov tega je. Jaz mislim, da preteklost je lahko vedno idealizirana kot nekaj, kar je bilo čudovitega nekoč. Marija Gimbutas je to raziskovala
in je tudi dobre študije o tem napisala, o matriarhalnih linijah in kako so ljudstva živela takrat. Kreta naj bi bila zadnje mesto, kjer se je to obdržalo in je bila tudi zadnje mesto, kjer se je v našem prostoru, da je prišla vojna na zadnje tja. Jaz vidim, no, potem je še recimo en ta mentor od moje mentorice, mentor, ki je rekel, da je v prejšnjem stoletju, torej 1920, 30, 50, rečemo temu še, da so na Belizah poslušali sanje menstruirajočih žensk vsako jutro v tistem obdobju, ko so ženske krvavele. Jaz te zgodbe vidim kot navdih, ne pa nekaj, po čemer bi hrepenela, kako je nekoč bilo, ker prepričana sem, ker človeška narava je taka, da ima vse noter, tako kot cikel, smo čudovite, ovulativne, sijoče, prijazne, ljubeče in potem tudi nismo, in človek je tak, ima oba pola, dobrega in 3 pikice, kar je še na drugi strani, Jaz vidim tako hrepenenje, strah, želja, ki jo čutimo mi kot posameznice, da hrepenimo po tem, da bi bilo drugače, da je to naša domača naloga, da pa peljemo v svoje življenje. In če čutimo, da je to dobro za kolektiv, če čutimo, da je to nekaj, kar bi želeli sidrati, da potem to sidramo v skupnost. Jaz verjamem, da tisto, kar nas boli in tisto, česar nas je strah, so naše domače naloge, da jih naredimo, da nekaj spremenimo. Bom dala iz svoje te neke zgodbe, ne vem, ko sem pač jaz pol potovala s to svojo krvjo, sem imela razsvetljenje, res sem postala čisto razsvetljena, res sem dobila globoke uvide, globoke. Mi je bilo tako, zakaj to ne počnemo vsi? To bi morali vsi početi, vse ženske bi morale malce s krvjo, vedeti, kaj je cikličnost in tako naprej. Ampak jaz to sem potrebovala leta, da sem to začela poučevati. Da se mi je zdelo, da je to dovolj, da ne rabim izumljati, ne vem, neke tople, hude, usodne vode, kaj je ciklično, zakaj je to pomembno, kako bo to spremenilo življenje nam, našim zanamkam, zemlji, kar pomeni, da vsaka od nas tam, ko čutimo, da moramo prinesti spremembo v svoje življenje, spremembo v skupnost, bomo šle čez stvari, ki so imprint, ki ga je treba predelati. Zato, da bomo zaupali glasu svoje maternice. Če glas maternice govori, potrebno je povrniti svetost ženski v menopavzi, kaj je tisto, zaradi česar jaz ne verjamem, ne kaj ta svet Instagrama govori, ampak zakaj jaz ne verjamem, da je to sveto? Zakaj jaz ne verjamem, da je moja modrost, kar sem jaz nabrala v svojo izkušnjo življenja, dovolj? Kaj je moj movie, ki ga zganjamo? Kaj je okoli nas? In dobro je vedeti zgodovino, dobro je poznati zgodbe naših prednic in prednikov, dobro je biti ozaveščen o tem, kaj so te neki imprinti, ki prihajajo od zunaj. Ampak vračati se je treba pa na svojo modrost, na svoje vedenje, ker to, kar prihaja od zunaj, je industrija, ki služi na naši nesigurnosti. Če jaz imam ob sebi slabe občutke, seveda, kaj lahko naredim? Lahko se napijem, lahko jem sladkor, lahko Netflixam, lahko grem v shopping, Prada, čevlji, etc. Ali pa verjamem, da mi bo srečo prinesel, če bom ostala pri 60, 70, taka kot danes. Če se ne bom nič spremenila, če bom uporabljala botoks, če bom liposukcijo naredila, etc. Noben drug nam ne more dati dovoljenja, da mi začnemo iskati svojo vrednost in da vidimo dovolj. Zato je darilo, ne vem, če smo v ženskem krogu, če se
družimo druga z drugo, da vidimo, da smo ženske različnih telesnih oblik, različnih starosti, različnih vsega, kar pač je, družbenih statusov, etc., ampak da imamo zelo iste stvari, s katerimi operiramo in kar nam je izziv. In da zasledujemo, kako to preoblikovati in kako se sidrati v zaupanje vase, v to, kdor smo. Ja. Povezava s sabo ponovno. Ja. Pa druge z drugo, zaradi tega, ker dokler same pičimo čez vse, Ja. nam bo spodnašal, nam bo tla, ne? Ja. Da se naučimo, da smo druga drugi sestre, ne sovraženca, tako. Ja, tudi to. Ja, Tudi to. čudovito. Čakaj, zdaj mi je odneslo vprašanje, ki sem ga imela ravno prej. Vprašanje. V bistvu, ja, se pogovarjamo o cikličnosti, o menstruaciji, ki je čudovita, zdaj pa pride čas in menstruacija gre. Zdaj pa recimo na svet za ženske, ki v bistvu se zdaj komaj srečujejo z vsemi temi informacijami, z stikom s sabo, ampak je ta čas že mimo, ne? Zdaj so že pač v času zrelosti in kakšni so tvoji nasveti, kako zdaj slediti zopet cikličnosti, sebi, povezavi, zdaj ne morem več darovati krvi, ne morem več, zdaj bo kjera poslušala, wow, poglej, srečenca, še pravi čas je ujela, je doživela razsvetljenje, jaz pa več ne a veš, zdaj pa že tisti občutek, jaz pa sem zamudila, ne. Ja, ja. Mislim, tle več slikic je noter, ne. Bom majčkeno zacukala še nazaj, ko si prej rekla, joj, kako bi bilo lepo za naše mladenke, se moramo dobivati, pa za njih to ustvarjati, ne. Torej, najprej bi rekla, da vsaka ženska, dokler še ima kri, da naj raziskuje svojo cikličnost. Naj jo raziskuje skozi kri, da vidi, kako potuje, kaj gre dobro v mesecu, kaj je izziv, kaj z lahkoto je in kdo ji je izziv biti, jaz temu rečem, katere ženske moči so izgnane, katera ženska znotraj nas je izgnana, kakšna ženska ni šans, da bi bila. Ker ženske smo, utrenirane skozi toliko in toliko stoletij, da en del ženskosti je primeren, drugi ne. In me pri sebi je to domača naloga, da pozdravimo svojo notranjo mladenko, torej dekle, ki je nekoč dobila krvavitev, in pogledamo, in to velja za vse, te, ki krvavimo in te, ki ne krvavimo, kaj so zgodbe, ki sem jih prejela v času prve krvavitve. Kaj so zgodbe, ki sem jih prejela v času prve krvavitve. In kaj mi je dalo to informacijo o vrednosti biti ženska. Kaj od tega verjamem še danes. Ker s temi informacijami bomo potem prišle v spolnost, k porodu, če se odločimo biti matere, in potem s tem tudi v perimenopavzo oziroma v menopavzo. Dosti tega slabšalnega slišim strani žensk, ko se začne perimenopavza, ko se začnejo spremembe dogajati. Danes sem že večkrat zaklela, ker to je faza, ne me jebati. Zaradi tega, ker do tukaj smo imele ogromno energije, ki smo investirali ali v projekte ali v ljudi, se razdajali, bile sočne, nasmejane, we can do it all, tako kot v času ovulacije. Ta faza nam pa pokaže več stvari, energija se spremeni, hormonski sistem se spremeni in začnemo se zavedati svoje minljivosti. In ta minljivost nas začne spraševati, kam investiraš svojo energijo. In jaz vidim zaradi tega, da so obžalovanja in strahovi, ki pridejo tukaj noter,
povabilo, poglej, kaj je treba počistiti, kaj je tvoja domača naloga zdajle. Čemu govoriš ja, pa bi morala reči ne. In čemu govoriš ne, pa bi morala reči ja. Kje se ne poslušamo, kje se ne poslušamo. In dokler še krvavimo, jaz rečem, glej, toliko in toliko prilik imaš, da zajebaš in popraviš, ker cikl nas konstantno v bistvu ravna na nas. Konstantno to dela. Kasneje je pa to isto vprašanje. Stvari, ki stopijo v ospredje, okay, kaj bom naredila s tem materialom? Kaj bom naredila s svojo nesigurnostjo? Kaj bom naredila s svojimi dvomi vase? Kaj bom naredila s svojim sovraštvom do telesa, do staranja? Kako bom pogledala na to, kar sem posvojila, morda od svojih prednic, morda od družbe, morda od partnerja? In kaj bom naredila s tem materialom? Ene stvari lahko s seboj, ene stvari rabimo podporo. Tudi terapevtsko. Ta čas je idealen za poiskati si konkretno podporo za stvari, ki vemo, da v tem obdobju tudi pridejo stvari, za popucati od preteklih iniciacij, kaj je nam je ostalo. In od porodov in še druge stvari, ki so se morda zgodile. Ker menopavza nas v resnici sidra, da res zaupamo v to, kdor smo. Da res damo, glej, jaz to sem, ker cel ta življenje je priprava na menopavzo, zato ker tukaj jaz vem, kdo sem, jaz vidim ta svet, nimam več rožnatih očal, vidim v bistvu, kaj ne funkcionira, zavedam se, kaj so moji talenti, ali pa to so naše domače naloge, zavedam se, kaj so moji talenti in kako lahko dejansko vplivam na ta svet. Kako lahko prinesem več radosti, več življenja, več zdravja v to skupnost. Zato ne rabimo se bati tega, kar nam prinese v ospredje, zato ker nas želi poncentrirati na to, kdor mi smo, to obdobje. Da res odpadajo ta pridna punčka, ki ugaja, ki hoče biti ljubljena, sprejeta za vsako ceno. Ampak da začnemo varati, glej, to je moj glas, za tem stojim, to je moja resnica, etc., da nas k temu to obdobje povabi. Ja, čudovito. Kar se tiče pa spremljanja, en del je ta, če poslušaš in še krvaviš, pridi na menstrualno vodnico, pika. Ne, imamo mi ženske, joj, bi jaz svoji hčerki toliko rada to predala, čakaj, kaj pa ti živiš? Kaj pa ti živiš? To je tisto, kar rabi hči videti. Tebe, kako ti čutiš svoje telo, kako ti čutiš in imaš odnos do svoje spolnosti, do svojih talentov, do odločanja v svojem življenju, do tveganja, zasledovanja svojih sanj, postavljanja meja. Mi smo blueprint, kaj je boginja, kaj je ženska za našo hči, tudi za sinove, za hči. Bolj, ko preobrazimo pri sebi, bolj dejansko hčeri že s tem predajamo, ko bo ona vstopila v deklištvo, da bo vedela, kaj se od nje pričakuje in kako naj živi kot ženska. Ja, kaj smo ogledali v bistvu, definitivno. Ja. Definitivno. Ker jaz vidim, pač pridejo ženske k meni, pa si želijo za svoje hčerke, da bi one drugače dobile. Ampak res je prvi korak. Kako pa ti imaš menstrualni počitek? Govoriš, da je kri sveta, da je ženska sveta. Kako se to v tvojem življenju odraža? Kako je to videti? Kako je to videti? Kje je to videti? In tukaj moramo mi v bistvu preoblikovati to, kar smo mi dobile kot mladenke, da se čim bolj res korenimo v zavedanje sebe. Ja. Čudovito. A ima kakšno vprašanje? A je kaj v chatu? Ja, zdaj je čas za napisati.
Zdaj je čas za Zdaj je napisati čas za vprašanja, napisati. komentarje, vaša korelacija z menstruacijo, z maternico, z sabo, z cikli, z mišljenjem, kako je biti ženska. Mm. A ne? Tako da, ja, to je krog, ker je luštno podeliti prav takšno energijo, ki je stekla. Aha, čakaj malo, zdaj pa si imam jaz dati tudi očala gor, ker sem. Meni je tako lepo biti ženska, krasno. Hvaležna sem za to zavedanje in povezavo in tudi se veselim obdobja modrosti, v katerega lahko stopim z vsemi temi informacijami. Tako da hvala za vsak tako lep vzgled. Se mi zdi, da že zdaj stopam v to fazo zrelosti, ker se mi zdi, da je to res taka moč, ja. Zanima me, če se lahko dotaknemo teme, kaj se zgodi, če je ženska dlje časa v celibatu in kaj se zgodi in imprinta v maternico, ko ima spolne odnose glede imprinta travm in ostalih stvari. Ok? Pa videla sem, da je še vprašanje, Eno pa je, kako biti pozoren torej na cikličnost v času v menopavze. času. Ja. Torej v času menopavze s cikličnostjo nam bo najlažje, če se ravnamo po luni. Prazna luna je čas krvavitve, je čas za počitek, je čas za regeneracijo in potem je prvi krajec, je čas mladenke, je čas za pogledati, katere avanture bi zbrale, kaj je tisto, kamor nas v bistvu snubi življenje, čemu bomo namenile svojo energijo, zelo mentalno je to obdobje. In potem polna luna, s čim se oplodim, čemu se zavežem, etc. In potem zadnji krajec, kaj spuščam, kam me snubi moja kreativnost. Torej, da pogledamo te informacije o cikličnosti, vidimo, kaj od tega nas nagovori, to je zdaj res, ko prosim, zelo posplošeno, kar govorim, ampak luna nam dejansko lahko pomaga, da začnemo poslušati, kaj je zunaj nas. Potem bi pa tako rekla, to, kar smo prej rekle, če položimo roke na maternico in je to vprašanje, v katerem letnem času sem. V katerem letnem času sem zdaj. Ker v času menopavze, jaz sem v menopavzi, jaz sem že onkraj konkretno na drugi strani, se ta cikel, ki ga imamo v času krvavitve, zelo razširi. Imaš zelo daljša obdobja, jaz čutim pomlad. Kaj je energija pomladi? K čemu mene snubi ta pomlad? Kaj mi sporoča ta pomlad? Kaj pravi, naj spustim? Kaj hoče od mene ta energija? Da to začnemo sebe spraševati, svoje telo, svojo maternico. Pišemo te uvide. Če čutimo, da so obdobja, ko smo v podzemlju in smo obdobja, ko smo zunaj. Če smo v podzemlju, kaj potrebujem pozdraviti, katere travme rabim pogledati, kaj je tisto, kamor me snubi to moje podzemlje. In ga raziskujemo, si poiščemo podporo. In potem, ko gremo pa iz podzemlja ven, spet ta občutek, kje sem, a sem v podzemlju ali sem zunaj, a me snubi, da grem noter vase, ali me snubi, da grem gor in da sijem. In glede na ta odgovor, vemo, kaj imamo za delati. Je pa ta stik, ta stik nam bo najbolj pomagal, če začnemo spraševati maternico ta vprašanja. Ta vprašanja, kje sem? Tukaj sem. Kam me snubi ta čas? Kaj hoče od mene? To pride. In si začnemo pisati, videti v bistvu, kaj je ta neka resnica, ki prihaja iz maternice ven. In bomo videli, kam nas bo pol ta resnica, ta red thread peljala, kam nas bo peljala to.
Evo, upam, mislim, da je bila Blanka, ne, da je to dovolj za enkrat. Vprašanje partnerja in njegovo doživljanje tebe, Suzana, lahko podaš ta pogled ali bi raje pustili, to ne razumem dobro, ampak bom odgovorila zdaj na tistole gor glede celibata. Tisto naslednje vprašanje pa, če lahko mogoče majčkeno bolj jasno napiše se ta zadnje vprašanje. Jasmina, ja. Torej, vprašanje prejšnje je bilo pa, kako se, če je ženska dlje časa v celibatu, kaj se zgodi glede imprinta v maternico, ko ima spolne odnose. Okej. Zdaj, jaz bom govorila iz neke moje izkušnje. V 20 letih sem dobila informacijo, da je vsak spolni odnos, da prenese imprint za 7 let. Spolni odnos, ki ga imamo, in če se bomo vzdržali 7 let spolnosti, da bo to potem prineslo neko osvoboditev teh energij. Jaz sem to preizkusila, sem šla v celibat za 7 let. Ja, so se spremenile stvari, ampak z informacijami, ki sem jih pa potem kasneje preizkusila in z raziskovanjem celibata, ne celibata, sem videla, da sam celibat ni dovolj. Da je potrebno izvajati prakse ali joni kopeli, z joni kopeljo, da vizualiziramo, da energije imprintov, ki so v maternici, nežno, ljubeče odidejo iz naše maternice. Če še krvavimo, da si jemljemo ta čas krvavitve, da vizualiziramo, da s krvjo, ali pa da samo rečemo, ljuba, naj gre s krvjo, energije, imprinti, izkušnje, ki ne podpirajo svetosti, ki ne podpirajo življenja, ki ne podpirajo ljubezni v maternici. Zvok je tudi tisti, s katerim lahko gremo po maternici, vstopanje v njo in pogledati, a so kakšne energije noter, ki niso moje in jih imam od starih partnerjev, in potem z vodeno vizualizacijo ujeti tisto in potegniti ven, ali pa samo s krvjo, z dihom, z zvokom, peljati te stvari ven iz maternice, narediti čistko. Ja, kar se tiče pa potem, ko pa imamo spolne odnose, ko smo z nekom, itak izbira partnerja, izbira partnerja s kom, koga povabimo vase, in pa naj bo tu ljubezen, da se z ljubeznijo vstopa v nas. Jaz, ko vodim recimo te neke prakse, prosti, Mojca, samo ta stavek povem, te neke prakse, ko vstopamo v maternico, je vstop, začetek, ali lahko vstopim. Da se vprašamo, ali lahko vstopim. Ker to isto lahko od zunaj delamo, ali pa vprašamo, če lahko vstopim, in ko maternica reče ja, da začnemo trenirati svoj ja in trenirati svoj ne. Ker imamo mnogo preveč prehitro penetracijo, ker smo naučene, da zdaj bi morala biti že vlažna, zdaj bi morala pa že reči ja, zdaj pa ne vem, kaj toliko traja, etc. Vzgojiti sebe in vzgojiti partnerja v počasnost in pa v ljubečo penetracijo. Ker ljubezen pušča imprint ljubezni. Vse drugo, kar je pa, dajva se midva malo sprostiti, da ne bova toliko v stresu, dajva rajš meditirati ali pa greva malo laufati, pa greva pol seksati, ne pa najprej seksati pa pol laufati, medtem ko se je ta energija spraznila v mojo maternico.
Saj mi to alkimiramo, etc. Ampak ja, tukaj, a ne, tako da, dih, krvavitev, zvok, vizualizacija, pogovor z maternico, kaj ni ljubezen, kaj me ne podpira, nežno, Joni Kopel s Pelinom še posebej, ne delati Joni Kopeli, če je herpes, če je kakršnakoli kovina prisotna, torej ne vem, etc. En članek sem napisala, tako da to si lahko pogledajo, ne. Tako da to bi bila neka orodja, s katerimi lahko čistimo stare imprinte, stare zgodbe, ali od spolnosti ali pa vezane na prednike. Čudovito. Zdaj je Jasmina razširila vprašanje glede darovanja krvi. Jasmina, ne vem, kaj misliš, če misliš, ali informirati partnerja ali ga pustiti v nevednosti glede darovanja krvi, a je to vprašanje? Saj v bistvu, Jaz sem absolutno za vključevanje partnerja v vse te stvari. Joni Kopel na sred sobe, to ni ritual, ker jaz se grem skrit tja nekam v jamo in to sama počnem. A ne? Vpeljevati v cikličnost, v odnos do krvi, odnos do maternice, bolj ko naš partner ve, kdo smo pa kako delujemo, bolj bo tudi on spoštoval to. A ne, ker če je nekdo zunaj in je nekdo zunaj tega procesa, ne more razumeti, kaj se nam dogaja. In pa pri vseh teh stvareh bom pa to rekla, da je najbolj pomembno to, kako ti doživljaš. To, kar sem na začetku, ko smo začele, a ne, kaj od tega, kar danes delimo, tebe nagovori, ostalo naj bo kompost. Ker ženske smo bile predolg časa naučene, da moramo poslušati zunanjo avtoriteto, ki ve več o nas, kot mi same. A ne? In na tak način v bistvu mi treniramo, okej, Suzana je danes to rekla, Mojca je danes to rekla, ampak kaj od tega vibrira z menoj? Kaj od tega bom šla jaz preveriti, kako to na meni deluje, kako je zame to uporabno, za mojo konstrukcijo, za moj življenje, za vse to, kar je moja zgodovina v odnosu do ženskosti, do spolnosti, do maternice. Ne rabimo se porivati pa nekaj raziskovati, če je to zame nevarno področje, če je to zame preveč. Ne rabimo vključevati partnerja, če še same nimamo dobrega stika, pa ne vemo, kaj bi počele s tem materialom. A ne? Okej, kako sem jaz s tem? Okej, rabim najprej v bistvu to raziskati, da vidim sploh, kaj to je. Okej, pa biti s tem. In korak za korakom potem videti, kam nas pelje rdeča tkanina. A ne? Korak za korakom. Pa absolutno varati zaupanje sebi. Ja, vprašati, ja, slišati informacije drugih žensk, pol pa check-in pri sebi. Najbolj pomembno, zato je maternica. No bullshit, pa tvoja resnica, a ne? ja, čudovito. Pol pa ta zadnje vprašanje še preberemo, ker urica je minila kot v trenju. Stara sem 51 let, že 2 leti brez menstruacije, imela sem super menstruacijo, ne preveč boleče, rodila sem 3 otroke, vse okej. Na koncu sem dala zaščito Mireno, katero sem imela 16 let, bila brez menstruacije ta leta. Šele takrat sem ugotovila, da ni bila dobra odločitev. Doktor za hormone mi je svetoval, naj jo odstranim, ker ni dobra za telo in evo bris pozitiven predrakostno stanje materničnega vratu. Operacija je uspešna, dobila menstruacijo za vsa leta nazaj, tako močno sem krvavela. Potem pa po par letih se je menstruacija poslovila in sem žajbelj, čaj si naredim parkrat na mesec, ker mi dobro dane. Ja. Hvala za to delitev.
Čudovito, ja. Hvala za to delitev, ja. Za to delitev. In hvala, Suzana, resnično za vse, kar si podelila. Povej na koncu, ker je čas nas pripeljal žal na konec, vem, da je bila prvo tako srečanje, ampak upam, da ne zadnje, da bomo še podelili kaj skupaj. Povej še kakšno misel ženam, dekletom, ki so z nami, ki bodo z nami po posnetku, če ti pride kakšen nasvet, misel, karkoli. Jaz bi pa mogoče kar tako naredila, kakor sva začeli, da bi zaprle spet oči, pa se iz tega, da smo bile odprte navzven, se osrediščile spet noter nase, na svoj vdih, izdih. Ja, točno to, na svoj vdih in izdih. Ja, ta glas. Začutimo stopala na tleh. Začutimo svojo maternico. Začutimo svoje srce. Ja, vdih, izdih. In sedaj vprašamo svoje srce, kaj od tega, kar je bilo danes izrečeno, me nagovori. Kaj od tega, kar je bilo danes izrečeno in dano v prostor, v polje, lahko vzamem s seboj. In lahko raziskujem naprej. In si pritrdiš, ja, to je moja resnica. To je moja resnica. In sedaj pozornost iz srca prenesemo do maternice. Začutimo jo pod svojimi rokami. In vprašamo, kaj od tega, kar je bilo izrečeno danes, me nagovori. Kaj lahko vzamem s seboj, kaj lahko raziskujem naprej. Kaj mene nagovori in lahko vzamem s seboj, kaj lahko raziskujem naprej. Ja, to je moja resnica. To je moja resnica. In se zahvalim sebi, da sem si vzela ta čas, da sem prišla poslušati, se družiti s seboj in s tem virtualnim krogom. Mojci, da je odprla ta prostor. Hvala, ljuba, si kar rečemo na glas. Hvala, ljuba, hvala, ljuba. Hvala, hvala, hvala. In potem se spet stisnemo. Ja, tle si moja mišica, moja ljubika, tukaj sem, ja, ja, ja. Če začutim, da bi se želela pretegniti, si to dovolim. Držim oči zaprte, dokler čutim, da potrebujem biti še v stiku s seboj.
In potem, ko lahko odprem, ponovno pogledam po prostoru, ki nas podpira, na naši poti, ko rastemo vase, v to, kdor smo prišle biti, kar smo prišle izraziti. Evo. Tako da komot lahko dajo ženske nam v pisma, a ne, komentar nazaj, kolikor vem, gre potem tole še na YouTube, a ne, Mojca, lahko Gre na tudi YouTube. tam, lahko nam pa pišejo pismo, meni Jaz na tako in Aluna tako pošiljam Tempelj. posnetke, zdaj bom dala na koncu pod vsake posnetke še kontakte od vseh, tako Super. da bojo lahko malo bolj intimno stopile v stik, če bojo želele. Ja, komot, ja, tako. Tako da hvala vsem, ki ste z nama v živo, hvala vsem, ki boste z nama na posnetku in resnično hvala, Suzana, da si se odzvala. Resnično je bilo prijetno in prehitro mine, kot vedno takšna stvar. In koliko je čudovitih trenutkov v takšni urci, resnično. Ja, ole, dajmo, Ne? koreninec se v maternico, in Bravo. potem. Bravo. Ole. Ok. Hvala, ženske, hvala, Bodite vse Mojca. lepo, imejte čudovito poletje. Enako Ja. tebi, Suzana, in smo na vezi. Upam, da se Še en pogovor imaš, a ne? Naslednji Ja, teden. naslednji Svečenico. teden. Tako. Mhm. Zdaj daš Super, sreča in super. potem zaključujemo ta cikel, pa sigurno kakega odpiramo na novo. Ole, no, izvrstno. Ok, Hvala za vabilo in lep večer. pa. Lahko noč. Lahko noč.